Danes, ko smo pač hodili snemati odzive po državnem zboru v zvezi s tem, je videti, da ne samo opozicija, pač, ki že nekaj časa glasno nasprotuje sprejemu ujetnikov iz Guantanama, tudi v koaliciji, recimo prvi poslanec LDS-a, nekateri vaši poslanci so proti. Zdi se, da nekoliko po nepotrebnem drvite v še en parlamentarni fiasko. Teh smo v tem mandatu nekako videli že precej. Ali je res potrebno to? No? Je potrebno, ker gre za vprašanje, ki zadeva nas, zadeva identiteto naše zunanje in domače politike in zadeva naš odnos z zavezniškimi in prijateljskimi državami. Vprašanje sprejetja nedolžnih ljudi iz Guantanama, ki so bili surovo mučeni, je humanitarno vprašanje. Slovenija je upravičeno obsojala obstoj Guantanama in zdi se mi, da ima moralno pravico, ne pa tudi dolžnost, moralno pravico, da se izreče, ali je pripravljena pomagati kateremu od posameznikov, ki bi za vrnitvijo v državo, iz katere je prišel, bili verjetno izpostavljeni nadaljnjemu mučenju ali celo grožnji smrtjo. Ne dopolnim govornico pred menoj. Mi smo oziroma bom rekel natančneje jaz, kot predsednik vlade, že kmalu po zaprtju Guantanama in po odločitvi predsednika Obame, da prosi na mednarodno skupnost za pomoč pri sprejemu zapornikov, jaz sem takoj v pogovorih z ameriško stranjo povedal, da moje osebno mnenje je bilo, je in ostaja naklonjeno temu, da bi Slovenija vzela enega od zapornikov. Danes je 11 držav Evropske unije, ki je sprejelo enega ali več zapornikov iz Guantanama in večinoma natančnih podatkov ne poznamo. Tem, če se bomo tako odločili, bo še govora, je stroške za njihovo bivanje prevzela vlada Združenih držav Amerike. Jaz mislim, da je prav, da se pogovorimo o tem vprašanju. Jaz ne bom silil parlamenta, če bo vlada sprejela tak sklep. Mi smo danes, ko smo sprejeli pravno podlago, omogočili, da tak sklep sprejme, ali ga bo, bomo videli potem, ko bom predlagal predlog. Jaz se bom osebno za to zavzel. Zavzel se bom zato, ker gre za neko potezo države, ki to stori iz humanitarnih razlogov, v zavezništvu s prijateljsko državo, ki je bila vzoren partner pri mnogih političnih, gospodarskih, vojaških in drugih sodelovanjih z našo državo in jo v mednarodni skupnosti podpira ter ima z nami vsestransko razvite odnose na principih medsebojnega spoštovanja in enakopravnosti. Če bi se izkazalo, da je v slovenski javnosti med večino poslank in poslancev negativno mnenje do sprejema zapornika iz Guantanama, vlada ne bo pri tem vztrajala. Jaz sem o tem že obvestil ameriško stran v pogovorih. Poskušal pa bom prepričati slovensko javnost in državni zbor, da bi bila ta humanitarna poteza nekaj, kar bi dalo slovenski zunanje politični in domači politični identiteti eno dodano vrednost. Glejte, če boste pogledali recimo identiteto Norveške, bo prvi odziv ljudi, ki jim boste omenili Norveško, da je to država, ki prvič izredno veliko sredstev namerja za humanitarne namene, da je država, ki posreduje v mednarodnih sporih kot posrednik, da je država, ki zelo liberalno sprejema ujetnike, politične preganjance, da je to država, ki se bori za in namenja sredstva za zaščito ljudi, ki so politično in drugače preganjani v tretjih državah. Jaz si želim, da bi bila tudi Slovenija, seveda spričo svojih kapacitet, sorazmerno, razumljena kot država, ki je, čeprav je v nominalnem smislu majhna država,
v mednarodni skupnosti prepoznana kot država z nekaterimi jasnimi zunanje političnimi principi. In eden od principov je tudi, seveda, nam sorazmerno mogoča odgovornost za reševanje humanitarnih vprašanj. Poglejmo naprej stvari. Kot rečeno, torej, da zaključimo Guantanamo. Jaz sem danes ministerski zbor zgolj obvestil, da bom, ko bom imel dovolj informacij, predlagal vladi, da se pogovorimo o možnosti, da bi sprejeli enega od zapornikov iz Guantanama, da to storimo iz humanitarnih razlogov. Takrat bom imel tudi podatke o tem, kdo bi ta oseba bila lahko, kakšno finančno asistenco vlada Združenih držav za to lahko nameni. Vlada se bo o tem pogovorila in če bo sprejela pozitiven sklep, bomo tak predlog predlagali tudi v državni zbor. Želim slišati mnenje državnega zbora, ker bo to pomembno določalo neko našo zunanje politično identiteto v prihodnje.